Pozdravljeni, moji dragi prijatelji Slovenci, in še enkrat vam čestitam za dan samostojnosti, ki je ravno danes. Imam eno zanimivo vprašanje, ko smo ravno pri samostojnosti. Če pogledate tele prelepe račke, ki ravno plujejo po reki Krki. Kaj mislite, zakaj nobena od živali nima telefona? Čemu? Tudi one, ki ga morda lahko razvile in bi imele smartphone in računalnik ob sebi in bi sedaj namesto, da bi plavale po Krki, raje sedele nekje v hosti in gledale v telefon, na YouTube, Facebook ali pa kamorkoli drugam. Ampak verjetno smo vam že večkrat povedali, pa tudi lahko ste že zasledili, da je že na 10 let nazaj ambulanta v Novi Gorici izdala podatke, da ima več odvisnikov od telefonov, smartfonov, računalnikov, kot pa od trdih oziroma nam bolj poznanih drog. In pri teh drogah bi rekel, da dejansko jih je skoraj vsak od odvisnikov mogel sam nekje nabaviti, sam nekje najdeti, nekje izven trga, bi se temu rekli. Ni mogel iti pač v lekarno in enostavno jih kupiti, ampak jih je mogel nekje nabaviti ilegalno, bi se temu rekli. Medtem ko pa, če govorimo o telefonu, pa je to daleč od tega. Telefon pa so nam kupili kar starši sami. Računalnik tudi. Skratka, to je tako, kot bi Koko dejansko dajal svojemu otroku. Kolikor bi jo rabil, toliko bi imel. In potem bi se čudili, zakaj so odvisni, zakaj niso samostojni, zakaj ne morejo dejansko preživeti niti več pol ure s starši ali starimi starši in se z njimi pogovarjati. Oziroma, saj se niti več ne znajo pogovarjati. To ste menda že opazili. In potem se čudite in bi rekel, na to nam postrežete z raznimi razlogi. Ja, pa saj drugi tudi to imajo. Moja mama je na to rekla, če bodo drugi skočili v Krko, kar je ime te reke, boš tudi ti? Enako bi vas vprašal. Enkrat se spomnim na oddaji, na nizanki Tretji planet od Sonca, ko je dejansko mali prišel domov in je rekel, ati, lej, jaz ravno rabim računalnik. Vsi sosedje ga že imajo, jaz ga moram tudi imeti. Pa je ati takrat rekel, ja, pa kar 5 sosedam, ne? V bistvu, tako smo tudi mi včasih. Ko je prišla prva televizija, ko sem bil še majhen, se spomnim, smo šli k sosedju gledati. Ampak mama je bila pač potem razočarana, ker nas ni bilo doma in je kupila televizijo. Zato, da bomo poljo doma gledali. Ampak soseda si je pol že kupila barvno, mi smo imeli pa šele črno-belo. In smo spet šli k sosedi, rajš, gledati. In tako ste tudi vi kupili telefone, da ne bodo hodili otroci kam drugam, oziroma računalnike, da ne bodo hodili v cyberkafeje in ne vem kam, ampak bodo rajš jih gledali doma. In zdaj jih imate doma, zaprte v sobah, vse živčno, vse nervozne, bi rekel, nesposobni niti branja in seveda tudi samostojnega življenja. In to, kar vidite v tej naši preljubi državi Sloveniji, kar se sedaj dogaja, ko pridejo neki politiki na oblast in gospodarstveniki, ki nimajo pojma o vodenju in o prodaji, o čemerkoli drugem, pač ste ustvarili vi.
Nikar niso oni krivi. Zato se raje nehajte pritoževati in se lomiti na tem, ali so levi, ali so desni, ali so ne vem kakšni, ali so uni, ali so tretji in četrti. Ampak se raje vprašajte, kaj ste vi naredili. Ne? Zato, da je na dan prišla resnica. Kaj ste vi naredili pri sebi, da ste razkrinkali tistega, ki je krov, pa če bi bil lev ali pa desen. Kaj ste vi naredili, ko ste videli nekoga, da je kradel? Ne? Ste ponovadi obrnili hrbet, pa ste rekli, vse je brez veze, bom raj tih. A ne? Tudi če je vas ukradel, o tem niste spregovorili. Ker spomnite se OneCoin, ki so ga prodajali. Ljudje, ki so na zavarovalnicah, je rekel, precej visoko, pa so vas takrat vsi golfali. Ampak ste rekli, boš, če sem tih, mogoče mi je pa pol pomagal, ko bo kako zavarovanje ali pa mogoče, ko mi bo hiša zgorela, pa jaz se nočem nobenemu zameriti. In tako naprej. In danes imate točno to, kar ste sami ustvarili. Noben drug ni kriv. Če vam ni jasno, se le zazrite v ogledalo, pa vam bo točno jasno, kdo je odgovoren za stanje, katerega imamo pri nas, v dragi, lepi Sloveniji in v Novem mestu. Ljubim vas, dragi moji novomeščani, dragi moji Slovenci. Želim vam vse najlepše na ta dan samostojnosti in želim, da se zazrete v ogledalo in namesto, da iščete krivce izven vas, jih pričnete iskati znotraj sebe. God Franci from Novo mesto, Slovenija.